Lepo pozdravljeni v imenu Slovenske matice. Založbe, ki vas danes gosti tukaj, predvsem smo zelo veseli, da na odru mladih vidimo toliko mladih in bom zelo vesela, če mi malce zaupate, z katere šole prihajate? Odlično. Danes se boste družili ne samo s Slovensko matico, ampak seveda tudi z Ivanom Cankarjem. Slovenska matica, ali mi lahko dvignete roke, koliko vas je že slišalo za Slovensko matico in za založbo v resnici? No, nekaj vas pa je. Ampak ker vas ni tako zelo veliko, mi dovolite, da za začetek povem nekaj besed o Slovenski matici. Slovenska matica je druga najstarejša slovenska založba. In sicer je doma na Kongresnem trgu, torej v samem središču Ljubljane, ima svoj sedež. Ko se boste naslednjič sprehajali po trgu, torej poglejte na stavbo v sredini, v bližini Slovenske filharmonije, na kateri je tudi napis Slovenska matica. Slovenska matica je bila ustanovljena leta 1864. Kaj se je takrat dogajalo v Avstro-Ogrski? Dogajal se je preporod narodov. Narodi, ki so bili seveda pod Habsburško monarhijo, so se prebujali, želeli pisati knjige v svojem jeziku. Želeli so ustvarjati svoj knjižni jezik. Želeli so imeti gledališče v slovenskem jeziku. Želeli so izdajati tudi znanstvena in leposlovna dela v slovenskem jeziku. In tudi učbenikov v slovenskem jeziku takrat ni bilo tako rekoč kaj prida, skoraj nič. In prav zato so se srečali rodoljubi, ki so se dogovarjali, da bodo počastili 1000-letnico prihoda Cirila in Metoda v naše kraje. In takrat je ta ustanovni odbor rekel, predtem pa je že tudi Anton Martin Slomšek poudarjal, da mora tudi slovenski narod dobiti svojo matico. Vsi boste pomislili, da je beseda matica izhaja iz česa? Najbrž pri čebelah poznamo matico, a ne? Ampak to ni tako. Matice so ustanavljali vsi narodi, že so jo imeli Čehi, Srbi in vsi ostali, samo Slovenci je še nismo imeli. Je pa to češka beseda, ki pomeni blagajno ali fond, torej nek denar, ki se zbira za to, da lahko z njim nekaj narediš. No, in tako so se na koncu le zbrali rodoljubi in leta 1864 je bila Slovenska matica ustanovljena, potem ko je tudi cesar moral dati dovoljenje, da se ustanovi hiša, ki bo izdajala knjige v slovenskem jeziku. In k temu je pristavil še 500 goldinarjev, da začnejo izdajati knjige. In tako je bil prvi tajnik urednik Slovenske matice, pisatelj Fran Levstik. Njen predsedniki pa so bili zelo znani, Kosta in pa potem tudi Janez Blajvajs in prvi je bil pa Tuma. In tako so Toman. In tako se je matica razvijala skozi stoletja. Enega svojih vzponov je matica doživela okrog leta 1900. Takrat je bil njen predsednik Fran Levec in on je spoznal, kako zelo nadarjen je njegov nekdanji dijak na realki, to pa je Ivan Cankar. In tako je Cankarja povabil, da je začel pri matici izdajati svoje knjige in v 8 letih je izdal kar 10 knjig, med njimi roman Na klancu in zelo Martin Kačur in nekatere druga dela. No, potem so matico tudi med Prvo svetovno vojno, so matico zaprli, ker je izdala roman Gospodin Franjo, ki je nekako obsojal avstro-ogrske oblasti v Bosni in so za 3 leta matici pobrali vse premoženje in jo tudi zaprli. Seveda po Prvi svetovni vojni pa je začela znova izdajati knjige in krepiti slovenski jezik,
slovensko književnost in seveda tudi slovensko znanstveno terminologijo. Slovenska matica je naša najstarejša ohranjena kulturna in znanstvena ustanova, ki še danes deluje. In zato je seveda zelo pomembno, da se trudimo še naprej in izdajamo pomembna dela, pomembne slovenske knjige. Naši člani, to je društvo, naši člani so najuglednejši akademiki, pisatelji, znanstveniki in pri nas izdajajo knjige, pa tudi vodijo številne prireditve. No, nazadnje je bil tajnik, urednik Slovenske matice dolgih 35 let, zelo ugledni pisatelj Drago Jančar. Zdaj pa to funkcijo opravljam jaz. Seveda pa, tako kot smo Cankarja že omenjali, da je bil osrednji avtor Slovenske matice pred več kot stoletjem, tako je Cankar pomemben za Slovensko matico še danes. In kot sem rekla, da pri nas gostujejo in pišejo in objavljajo svoja dela najuglednejši znanstveniki, je danes z nami tudi znanstvenica, profesorica, ki je prav za tole knjigo pravkar prejela priznanje odlični v znanosti in zato je prav, da jo povabimo na oder in ji še prav posebej čestitamo. Hvala lepa kolegici dr. Ignaciji Fridl Jarc, ki drži vse niti v rokah skoraj na Slovenski matici. Z menoj je pa še spoštovana kolegica, umetnica na več področjih, pisateljica, pesnica, igralka, režiserka, scenaristka Maja Gal Štromar in je danes tudi tu s posebnim namenom. Namreč moj namen v knjigi, ki vam jo je Fridl Jarc omenila, torej vam jo je pokazala, namen te knjige je pravzaprav predstaviti Cankarja v nekoliko drugačni luči, kot ga morda tudi naša generacija in kot ga morda vaša generacija sprejema. Tu sicer imamo še predstavnice vaše generacije, ki jih tudi lepo vabim na oder. To so dijakinje Šentviške gimnazije, Škofijske gimnazije, tako da en aplavz tudi za njih. In seveda tudi za kolegico Majo Gal Štromar. In tako bomo skupaj preverili, ali Cankarja doživljamo kot še vedno aktualnega, tudi kot takega, ki nam kljub temačnim platem, ki jih zelo intenzivno slika v svojih delih, če nam kljub temu kaže tudi svetle plati. In preden poskusimo skupnimi močmi ugotoviti na osnovi živalske črtice sova, torej poslušali bomo živalsko črtico, ki jo, če ste srednješolci, imate celo kot obvezno besedilo, tako da vam bo mogoče še prišla prav pri šolski obravnavi. Skratka, preden se lotimo predstavitve te živalske črtice, bi vam povedala, kako sem se sama lotila najprej raziskovalno Cankarja. Ker če sem sama sem se najprej lotila Cankarja raziskovalno, ko smo pri Matici se odločili, da bomo izdali vse njegove ponatise, vse tisto, kar je pri Matici Cankar izdal za časa svojega življenja, mi sedaj izdajamo in seveda opremljamo to tudi s spremnimi besedami. In ko sem se lotila študijsko tega dela, sem se Cankarja lotila tako kot tudi drugih literarnih del. Sama sem jezikoslovka in vstopam v književnost skozi jezik. Iz dela ali pa celo celotnega opusa Cankarja, tako kot nekaterih prej že avtorjev, sem enako naredila z drugimi avtorji že nekaterimi, iz celega opusa naredim urejeno elektronsko zbirko, tako da lahko potem statistično opazujem, katere besede, to so korpusi, besedilni korpusi,
katere besede se najpogosteje pojavljajo, v kakšnih povezavah. Torej vse to lahko statistično pravzaprav dokažem. In zanimivo mi je bilo, ko sem ugotovila, da Cankarjeva posebnost je, da uporablja zelo močne, elementarne, pravzaprav preproste besede, ki jih ponavlja, veliko jih ponavlja, vedno v novih zvezah in iz vsake take nove zveze se rojevajo novi pomeni. To je njegova glavna specifika, iz katere raste moč njegovega jezika. In ko sem to ugotovila, da je v bistvu nekaj besed, nekje 500 besed, ki se ponavlja 5000-krat skoraj da, vsaka beseda skoraj da 5000-krat, to pomeni, da v vseh delih boste naleteli na recimo teh 500 besed, ki sem jih tukaj v knjigi tudi navedla. Jih imate tu na koncu seznam, 500 Cankarjevih, jaz jih imenujem ključnih besed, ker sem tiste, ki so tako bolj splošni glagoli ali pa te vezniki, členki, te zadeve, te slovnične besede, to sem seveda izpustila, ali pa lastna imena, tako da so ostali res pomeni, ki jih lahko srečate v vseh Cankarjevih delih. In imate po abecednem redu, tako da lahko poiščete, a je ta tudi med njimi, oziroma imate po pogostosti. No, in ko sem prišla do tega spoznanja, me je zanimalo seveda, kako lahko, kaj je Cankar počel s temi besedami in kaj je pomembno, da bralci vemo, preden se lotimo branja. Kajti tukaj sem spet kot jezikoslovka, sem se spomnila, da se tujega jezika pravzaprav učimo s tem, da prepoznavamo najprej nekatere ključne besede. Se spomnite recimo, ko imate nek tuj jezik, ki ga čisto nič ne razumete, ne veste niti, kje se ena beseda konča in druga začne. Vam je čisto vse tuje. Ko pa pridete, ko spoznate neko tisto jedrno besedišče, v nekem trenutku se vam zazdi, aha, zdaj sem pa sposoben se sporazumevati, vsaj tiste vsakdanje situacije lahko preživim v tem jeziku in potem se vam kar začnejo odpirati pomeni. Ne vem, če se vam je že to zgodilo, ko ste se učili tujega jezika. Točno veste, na kateri, kje je tisti prak, ko se začnete počutiti sproščeni v jeziku. In tako sem pomislila, kaj če je tako tudi v književnosti. Se pravi, ko nam je blizu to besedišče, in ko vemo, ko vidimo, kaj avtor z besediščem počne, potem pravzaprav mi vstopimo v ta svet, tako kot svet jezika. In v bistvu sem potem v knjigi tudi predstavila še nekaj, bom rekla, strategij, poleg tega, da ponavlja besede v novih besednih zvezah, v novih kontekstih, so tukaj še recimo posebni poudarki in tako naprej, ampak da ne bomo predolgi, to bomo sedaj videli na konkretnih primerih. Se pravi, ko vemo, katero je njegovo besedišče, ko vemo, kaj počne s tem besediščem, potem se nam razbirajo pomeni. Tako da to je tretji korak. In potem sem videla, da se nekako kar po korakih lahko približujemo literaturi. Torej prvi korak besedišče, drugi korak strategije, kaj počne s tem besediščem, tretji korak se nam začnejo razpirati pomeni, misli, ideje, in v četrtem v bistvu ugotovimo, da so te ideje ne samo povezane z njim osebno, kot individualno, kot pač subjektivno osebnostjo, ampak da on govori tudi o nas, o narodu, o kulturi. Se pravi, gre za to, da je on, tudi ko je živel na Dunaju, ali celo predvsem takrat, ker on je 10 let z Dunaja nas opazoval, se pravi, ta medkulturni vidik in opazovanje, kako je on zaradi tega kulturo povzel, nas opisal, tako da smo še danes se prepoznavamo v njegovih delih, tako da tukaj se nam potem res odpre cela njegova, bomo rekli, misel, in potem, ko smo tako doma, se lahko samo še prepustimo ritmu, razpoloženju, ker Cankar je predvsem razpoloženje. Pri njemu ne boste iskali, mislim lahko, ampak ne v prvi vrsti iskati zgodbe, pač pa poskusite se prepustiti razpoloženju. In to bomo zdaj mi naredili z, torej kot smo rekli, črtico sova. To je živalska črtica. Videli boste, da je Cankar se znal uživeti
ne samo v človeka, vživljal se je v zelo različne sloje ljudi, moške, ženske in celo živali, ne. Torej v resnici se je znal vživeti prav tudi v živalska bitja, kot bomo videli tu. In jaz bi sedaj malo že usmerila, ker bomo po teh 5 korakih nekako prebrali to, po odlomkih, in bom usmerila vas in tudi naše dijakinje, ki bodo sodelovale v pogovoru, na kaj bodite še posebej pozorni. In jaz bi vas takoj na začetku usmerila, da ste pozorni na besedo oči, na sovine oči. Kajti beseda oči, ne boste verjeli, ali pa tudi jaz, zdaj mi boste verjeli, ker imam dokaz, je najpogostejša polnopomenska beseda pri Cankarju. Torej od vseh besed se najpogosteje pojavlja. In ne čudi, ker on je rekel takoj v svoji prvi zbirki novel Vinjete, je rekel, veste kako je prav izrecno je povedal, moje oči niso mrtev aparat, moje oči so odraz moje duše. Se pravi, povedal je, da bo gledal svojo dušo, da bo v besedilih, v svojih tekstih izražal svoj odnos, ne zgodbe, ne bo samo slikal, kar se dogaja, ampak svoj odnos. In potem, kako je slikal ta svoj odnos, kako čutimo, kaj si je on mislil, kako je on doživljal svet, spet doživljamo to skozi oči njegovih junakov. Se pravi, vi ne iščite zgodbe, smo rekli pri Cankarju, ampak če iščete zgodbo, jo iščite v očeh njegovih junakov. In zato bodite sedaj v tem prvem koraku pozorni na sovine oči. Še posebej ve, ker boste potem kaj o tem tudi povedali. Prosim, Maja. V soboto popoldne je bilo. Mežnar in ministrant sta potrkavala. Ko sta se vračala iz cerkve, sta gredoč stopila k nam. Mežnar je stiskal šapastima rokama veliko sovo, ki je časih srdito zamahnila s težkimi perotmi, poskušala oprasniti z jeklenimi kremplji. Lepa žival je bila. Pogled njenih udrtih, okroglih oči pa je bil strašen. Prikritega, besnega sovraštva poln. Sovraštva, zaničevanja in prezira do ljudi, do sveta in Boga. Sovraštva in zaničevanja do življenja, dneva in sonca. V tistem zamolklo rumenem plamenu ozkih zenic je bilo kakor najglobje poslednje spoznanje, ob katerem bi človek okamenel. Spoznanje daleč onkraj groba, do črne brezdanjosti, iz katere se krohoče za smeh vsej trenutni klavrni vesoljnosti. Kupili smo to sovo od mežnarja, da bi jo imeli pri hiši, kakor imajo podrugod papige. Vtaknili smo jo v veliko zmrvo nastlano kletko. Med vratci je gredoč še usekala mežnarja v roko, da se je pocedila kri. Nato je stala tiho, nepremično sredi kletke, oči globoko skrite pod sive, namršene obrvi, rumeni kljun zasekan v prsi. Če se je kdo približal, zazibal kletko, se je komaj genila. Le oči so se za hip napol odprle in iz njih se je zabliskalo tisto besno, globoko, neugnano sovraštvo, ki tudi v ječi ni poznalo ne vdanosti, ne strahu. Domislil sem se tistega Vaneka, ki se je krohotal pod vislicami, da so ga slišali na cesto. Hvala. Torej, kaj se vam zdi, kaj ste ve začutile, kaj se odraža v sovinih očeh, ki je sedaj prisiljena, da je v hiši z ljudmi zaprta? Ja, zelo tako sovražno je prikazano, tako zlobno, tako mrakobno vzdušje, ne vem. Torej, sovraštvo ste začutili v teh očeh, ne? Ja. Sovraštvo ampak najprej je zelo strašno, ne, besno, potem pa je tudi se zakrije, zakaj se spomnite, zakrije se za take košate obrvi, ne? Tako da hkrati je močno, po drugi strani pa Je tako krhko tudi, ampak
mislim, ja. Ja, mogoče ni tako direktno, ne? Kako Ja. jo vidite to sovo? Recimo, kako jo ti vidiš, če lahko se Je več, tikam? tako kot sem rekla, je zelo tako zlobno, tako odtujeno, neprijazno človeku. Neprijazno, Ja. neprijazno človeku. Ne? Sigurno, no, ampak zdaj bi vam v naslednjem delu rekla, da ste prav pozorni na besede, s katerimi še naprej opisuje to sovraštvo. Kakšno je to sovraštvo? A je res samo zloba ali je še kaj drugega? Tako da v tem drugem delu bodite pozorni na to. Potem bi pa rekla, da bodite v drugem delu pozorni tudi na to, kar, ne, zdaj smo že pri drugem koraku, bodite pozorni, kaj počne s temi besedami, se pravi, kakšne so te oči, ne, s kakšnimi pridevniki, deležniki boste videli opremi te oči. Poleg tega pa bodite pozorni še na, ne, ker zdaj, ko ste rekli, da je to sovraštvo, ne, tudi če navedem iz prvega dela, polne so te oči sovraštva, ja, in zaničevanja do življenja, dneva in sonca. To so besede, tudi zelo pogoste, ki odražajo kaj? Dan, sonce, kaj sem? Vesele stvari, ne? Torej svetle, to. Lepe trenutke. In se pravi, sova je tukaj sovražno razpoložena do sonca, do dneva, do življenja. Zdaj bodite pozorni, ker nasprotje, Cankar ima vedno, ko se pojavi dan, se pojavi tudi noč. Ko se pojavi življenje, se pojavi tudi smrt. In vsega je, se pravi, ni samo temen, ne? Vedno imamo tudi svetle pojme. Ne? No, ampak zdaj bodite pozorni na to, kako se v tem drugem delu noč spreminja. Kakšna je noč? A je samo temna ali je še kakšna drugačna? Tako da bodite pozorni, v kakšni zvezi se pojavi noč in kako se prav v tem delu ta noč spremeni. Prosim, Maja. Za prvo noč smo jo spravili v malo prazno kamrico poleg moje izbe. Kamrica je bila temna, imela je le ozko okroglo lino z zaprašenim okencem. Takrat so bile prelepe spomladanske noči. Pri nas na Holmu v samoti, sredi smrekovih gajev in sadnih vrtov, se oznanja pomlad vse preje, vse topleje in glasneje nego spodaj v dolini. V tihih nočeh se človeku zdi, da čuje življenje, ki se drami. Tajnostni glasovi, kakor globoko iz zemlje same, nemirno trepetanje v vejevju, nenaden, hrepeneč klic iz daljave in vendar tišina, tako neskončna, da bi slišal zvezde na nebu. Legal sem in upihnil svečo. V dremavici se mi je še zazdelo, da vidim tik pred seboj dvoje zamolklih rumenih solnc. Na to ni bilo ničesar več. Nenadoma sem se trepetaje vzdramil ter sem poslušal, kakor da je oddaleč odmevalo, v daljavo se je izgubljalo nekaj strašnega, obupnega, klic smrti. Iz kamrice se je oglasil odgovor. 3-krat po vrsti je vzkriknilo, rezko, besno, ne pomoči proseče, temveč kričeče po maščevanju. Zaropotalo je, butalo je ob kletko, kletka je kolebala ter se prekolebnila. Ne več od cerkve. Že čisto od blizu z oreha ali z jablani se je razlegal dolg, zategnjen vik, ki je sunkoma pretresel vso noč, da je strepetala od groze. Divji jok, besen, grozeč, ali vendar je bilo globoko v njem na dnu skrito nekaj mehkega, bolestnega. Tako je odgovorilo v kamrici, vzkriknilo je 3-krat po vrsti, rezko in trdo, kakor da bi z nožem usekalo in kletka se je v drugič ropotaje prekolebnila. Torej, kar še en delček, prosim, še en delček. Zazdelo se mi je, da čujem zamah težkih peroti tik pred oknom in srce se mi je stisnilo v neznanem strahu. Samega, napol še v sanjah, v tihi noči, me je spreletelo. Zdaj je čisto blizu tebe tisto življenje onstraj smrti,
polno brezdanjega spoznanja, iz katerega se krohoče za smeh človeku in Bogu, pomladi in smrti. Planil je klic proti nebu, ne človeški, ne savji, silen, da so se stresle zvezde, butilo je oblino vso močjo, v drugič, v tretjič, v kamrici je kriknilo, kletka se je prekolebala ropotaje. Poslušal sem vas v grozi, neznano življenje je bilo poleg mene, da bi ga z roko dosegal. Govorilo je svojo strašno govorico, jaz pa je nisem razumel. In vse skrivnosti, vse poslednje so bile v teh glasovih dušečih, grozečih. Čutil sem. Nenadoma je vse utihnilo. Tišina trudna, zatohla, kakor v božjem grobu. Pomlad je bila plaha utihnila, v vejevju ni bilo trepeta več. Zvezde so molčale. Kaj lahko poveste o tej sprva pomladni noči? Meni se zdi, da se zelo dobro na začetku čuti, kako opisuje neko lepoto te noči, svežino, pač nekaj, kar mu prinaša neko upanje. Potem pa pač ta sova začne, ko se stemni, a ne zares stemni, pol sova začne kričati in takrat sem opazila, da zelo trde besede uporablja. In se mi zdi, da pač glede na to, da ta sova na začetku je bila v bistvu zelo mirna, ampak trdna v sebi in pa sovraštvo se je videlo samo v njenih očeh, ampak se je videlo zelo močno. Potem ga je pa še tako pokazala, da je pač začela plahutati s perutmi in da je začela kričati. In pol se pa tudi vidi ta neka slutnja, ko on v bistvu pred oknom sliši neko prhutanje, kar ni mogla biti sova, ker ona je bila v kletki, ampak neka slutnja nečesa mogoče še bolj strašljivega se začuti. Pol na koncu se pa spet vse umiri, ampak se čuti, da vzdušje ni več isto, kot je bilo na začetku. Tako, ne, kaj reče celo, pomlad je bila plaha utihnila, zvezde so molčale. Torej vidite tudi, ne, temu veste, da rečemo tudi poosebitev, tukaj se pojavi pomlad, ne, ki torej ženskimi, človeškimi lastnostmi, ne, ki utihne in zvezde molčijo. Ne. Torej ni več tistega, kot ste tako zelo lepo opisali, ne, te noči pomladne, mehke, ki nam pravzaprav uživamo v takih nočeh. Ne. Se imamo lepo v takšnih pomladnih nočeh, ampak potem je ta slutnja. No in tukaj bi vas pa opozorila, ker ste tudi zelo lepo, ste ves čas uporabljali, ali ne, zdaj enkrat vas vikam, enkrat vas tikam, ker se nismo prej dogovorili. Skratka, ste govorili ves čas, da pravi nekaj, ne, neka slutnja, nekaj sliši, ne. In zakaj, kaj vas se mogoče, mislim, odkot mislite, da vam ta občutek, da ne znate tega opisati, ne, določiti, prav poimenovati? Ja, lahko bi bila seveda slutnja smrti, ne? To je najbolj očitno, ampak lahko bi bila pa tudi slutnja nečesa, pa nekega temnega, nekega težkega občutka, neke težke situacije. Ampak v bistvu zdaj vas tukaj želim usmeriti na to, kako on doseže, da imamo mi tak nedefiniran, tak nedoločen občutek, ker on to želi doseči, ne, pisatelj. Prav, da nas spremlja prav ta nedefinirano, to nelagodje, to občutek nekega pričakovanja, ki ga ne znamo imenovati. In poglejte, kakšne besede, kaj počne z nekaterimi besedami, zato da dobimo tak občutek. V bistvu tukaj lahko zelo lepo zvadite tudi enodelne stavke, ne vem, če ste že to obravnavali. Torej, to so stavki, ki nimajo osebka, imajo samo povedek. In ta povedek je pri Cankarju vedno, torej ga igra glagol v srednjem spolu, tretja oseba, srednji spol. In pravi, poglejte, če ste prej slišali, ne, zaropotalo je, butalo je ob kletko. Torej, kaj je zaropotalo, kaj je butalo? Ono, nedefinirano. Ne? In tudi me je spreletelo. Se pravi, tako tisto ono je nedefinirano, kot to, kar mene
kar jaz doživljam, je nekaj, kar se ne da opisati. Me je spreletelo, ono me je spreletelo. Ne? No, in bodite pozorni na tovrstni prijem tudi v naslednjem delu, to smo zdaj, hvala lepa, tu smo zdaj že v drugi noči, ne? Se pravi, sova bo v hiši že drugo noč. Zjutraj sem stopil v kamrico. Iz teme je zlobno in zasmehljivo pogledalo name dvoje rumenih luči. Sovir je butal oblino, je rekla gospodinja. Dajmo jo sovo na ono stran, pa dobimo še sovirja. Ves dan je stala sova v kletki tiha, nepremična, samo svoja. Če je napol odprla oči, je blisnil iz njih hudoben zasmeh. Zvečer smo postavili kletko na ono stran v izbo, kjer je spal hlapec. Tam je bilo visoko okno, dovolj široko za sovje peroti in hlapec ga je odprl na stežaj. Vse je bilo tiho do polnoči. Že se mi je hotelo zadremati, ko me je spreletel mraz. Prižgal sem svečo ter pogledal na uro. Bilo je natanko polnoči. Takrat se je oglasilo iz daljne daljave, zategnjeno, zamolklo. Vsa noč se je vzdramila in je poslušala. Ni me bilo strah, ali v polusanjah sem trepetal in prešinilo me je. Da bi šlo mimo, da bi ostalo v daljavi, onkraj smrti. Bližalo se je. Zdelo se mi je, da čujem plahutanje silnih peroti, jokajoč, krohotajoč, zloben in bolesten vik je presekal noč. Moje srce se je stisnilo, je umolknilo. Umolknilo je vse od zemlje do neba, strmeč in trepetaje je poslušalo vse. Ničesar drugega ni bilo več, ne zemlje, ne neba, ne zvest, ne srca človeškega, levik in brezdanjosti, rezek, neusmiljen, v dušo grabeč, vso noč do jutra. Zjutraj je prišel hlapec v kuhinjo. Čemiren je bil in neprespan. Ne maram več te živali, postavite jo, kamor hočete. Ja, kaj je bilo? Nič. Veter je bil zaloputnil okno, pa je butalo, da se Bog usmili vse do jutra. In tudi, če bi tega ne bilo, postavite jo kam drugam, to smrt. No, odpirajo se stvari, ne? Torej, vidite, najbrž ste bili pozorni na to, koliko je bilo tega sedaj. Hotelo se mi je zadremati, a takrat se je oglasilo, zategnjeno, zamolklo, vse ta srednji spol, vse je ono, vse, kar je naša Maja prebrala, vse je, da bi šlo mimo, da bi ostalo v daljavi. In potem še, naj upozorim na to, kar smo že prej ugotovili, ne? Ko smo videli, da so bile oči, ja, sovražne, ampak tudi nekaj mehkega je bilo, ne? V njih. In zdaj tudi pravi, poslušajte, kakšna nasprotja, ne? Kako povezuje nasprotne pomene Cankar. Pravi to plahutanje, ne? Ta zvok je bil jokajoč, krohotajoč. Hkrati jokajoč in hkrati krohotajoč. In hkrati zloben in bolesten vik. Zloben in bolesten, ne? Prej smo govorili o zlobi, zdaj imamo zloben in bolesten. Kako doživljate sedaj, ko vemo, zdaj nam je že malo bolj jasno, da je bil skovir, očitno je bil res skovir, ne? To je bilo dejansko dogajanje, ne? In celo gospodinja je imela to željo, da se bo polastila še skovirja, ne? Ampak kako je zdaj opisana, kako doživljate, a je samo zlobna ta sova in ta skovir, ali se dogaja s tem, ne, s tem onim še kaj in kako ta pripovedovalec, kako spreminja svoj odnos do tega neznanega. Najprej se mi zdi, da je bilo nekako tako opisana ta noč, da je bila tako strašna kot prva, zelo podobno. In potem na sred nekako začenjaš dobiti občutek neke nedostopnosti, neke bolečine pa nekako hrepenenja med tem dvema sovama. Malo začenjaš dobiti zgodbo pred tem dogodkom, da je moče sta se že prej poznali, da se probata spet združiti. In s temi v bistvu nekako z opisovanjem tega dogodka, te avtor res da občutek, da v bistvu ti je žal za to sovo, da v bistvu želiš, da bi jim nekako uspel priti nazaj skupaj. Hkrati pa imaš ves čas nek občutek, da
se to ne bo zgodilo, neko tako temačno ozadje. In potem, ko pride jutro, se nekako to odseka ta noč, ki je bila tako strašna, ki je bilo spet na novo neka nova temačno pričakovanje in smrt. In zjutraj sicer pač hlapec res reče, nočem iz te sobe in to celo znači kot to smrt. Ampak tako imaš občutek, da noče priznati, da kako je v bistvu on začutil tudi to tesnobo v njemu, skozi ta dogodek sredi noči. Kot da nekako tudi bralec dobi občutek te tesnobe v sebi, pa nekako samo ne te strašne občutke, tudi občutek neke hrepenenja, neke, da bi se želela, da bi se spet združila, te bolečine, ki sta se ločila. To so bila nekako moje občutje. Ja, zelo lepo. Mislim, da marsikdo lahko to res začuti, ne? No, ampak zdaj bi se pa ustavili res še pri tem, ko ste tudi tako lepo označili, da je v bistvu ta hlapec nekako, da si ni hotel priznati, ste rekli, ne? In da je v bistvu se zatekel kar direktni, ne? Tu ni samo slutnja, ampak tu je on kar direktno jo pomenuje, ne? Kar z direktno metaforo, to je smrt, ne? To smrt jo umaknite, ne želim je več imeti tu. In kaj mislite, na kaj se je pa tukaj ta hlapec, kaj je v njem tisti trenutek delovalo? Mogoče še kakšna, kaj je delovalo v njem, oziroma na kaj tukaj aludira Cankar, ne? Ko sovo vidimo kot smrt? Ja, pač hlapec je bil utrujen, ker ni mogel spati. Mislim, da je to ena izmed prvih stvari, ki jih opazimo. Tudi? In je pač, mislim, meni se zdi, da je bil prvič utrujen, drugič je imel dosti tega, tudi v njemu je bilo verjetno, če je bilo v Cankarju nekaj tako strašljivega, oziroma je začutil nekaj, da pač ni, mislim, nekaj temačnega, nekaj grozljivega, pol je mogel to verjetno tudi hlapec, ker mislim, če je hlapec tudi bližje spal verjetno sove, je bilo verjetno to občutje še bolj intenzivno in mislim, da je tudi zaradi tega pol pač mogoče mu je bila prva asociacija na to grozeče občutje pač smrt, lahko, saj tako, kot smo rekli prej, lahko bi bila kakšna grožnja ali pa pač nek slutna, ne vem, kakšnega drugega groznega dogodka, ampak njemu je več kot očitno pač prišla smrt in pač je zato tudi... Se pravi, vi izhajate iz te osebne izkušnje hlapca, ne? Ja. Ampak če zdaj vzamemo recimo upoštev še to, kar smo rekli, da v 4. koraku lahko pomislimo, a je to tipično samo za tega posameznika, ali je to morda en širši pogled na sovo? A poznate v slovenski književnosti še kakšno literarno delo, kjer se pojavlja sova kot simbol smrti? No? Kar povejte, sej? Ne, zamešala sem, hvala sem reči. Kar povejte. Pač to ni sploh slovenska književnost, ampak prva stvar, ki mi je prišla na misel, je Krokar, kaj je tale Edgar Allan Poe, ker je pač krokar v noči in je v bistvu dosti podobno predstavljen. Tako, no, to je zelo dobro, ne? Vidite, s takimi primerjavami lahko zelo odkrijemo te simbolne pomene v različnih kulturah. Tam je krokar gotovo ima večjo moč kot v slovenski, ne? Pri nas je dobro vrana tudi, ne? Črna vrana, krokar ja manj uporabljamo, ampak ko smo že pri angleškem svetu, Harryja Potterja poznate, kako je pa tam sova predstavljena? Je tam tudi grozeča, strašna? Ne, pač tam je tako njegova domača žival in njemu je ona všeč. No, razumete se. Tako da ni niti približno, ni te slutnje, nečesa temnega. Torej vidite, sova, tam je krokar najbrž tisti, ki ima te pomene. Ampak v slovenski književnosti, a se kdo iz publike spomne, ali se še kdo od vas? V mladinski književnosti, v otroških, pa tudi filmi so, kjer se pojavlja sova. Kekec, ne? Kekec, kdo se je bal? Kateri lik? Bedanec se je bal, ne? Ker torej tudi tam ne gre za to, da je spet to samo Bedančev strah bil, ampak gre za stvar, ki je tradicionalna. Torej tradicionalno slovensko pojmovanje sove je, da če slišiš 3-krat pred jutrom sovo hukati, torej
da bo to prineslo smrt. Ste slišali že za to virovanje? Ne. Torej, to vidite je dejansko tradicionalno slovensko, torej bomo rekli neka ljudsko virovanje, ja, ki se prenaša, ne, iz roda v rod in gre torej za del kulture. In tukaj, vidite, se je Cankar naslonil tudi na to. In se mi je zdelo zanimivo, ko ste rekli, seveda gre za osebno občutje, ampak si ni želel, mislim, v bistvu se je tukaj obesil, ne, hlapec na to, da je tako direktno rekel, ja, to je smrt. Ja, no, kako? Ja, no, dobro, upam, da ste, vse zdaj smo pri zadnjem delu, no, ko se samo še prepustimo ritmu in razpoloženju, ne? Ja, tudi vam. Pridite še na Matico, ja, ko boste v Ljubljani, ne? In Cankarja seveda, kar na tak način si ga kar vzemite, pogumno. Ja, hvala vam. No, in če poskušamo sedaj izpeljati iz tega, torej zdaj smo prišli do tega zadnjega koraka, ko smo pravzaprav prišli do že ideje, da tukaj ne gre samo za strahoto, samo za smrt, ampak tudi za neko bolečino živali. In se pravi, se nam že odpira ideja, ki jo je Cankar dejansko želel zelo izrecno tudi sporočiti in to bomo videli sedaj v zadnjem delu. Ampak sedaj se seveda prepustimo temu zadnjemu delu, vsemi temi pomeni, ki smo jih že pridobili in bomo videli, če nas res še bolj prepriča v to Ivan Cankar. Zjutraj je prišel hlapec. Poginila je. Kako poginila? V kletki je ležala sova. Razločiti se ni dalo ne oči, ne kljuna, vse je bilo skrito in zakopano v velik, košat, grahast šop. Ta šop je bil posut s krvavimi kapljicami, kakor z rdečimi koraldami. Zraven je ležalo truplo podgane, glava je bila kakor s kleščami odščipljena. Oboje, sovo in podgano, je zagrebil hlapec v gnoj. Vsako noč o polnoči se oglasi strahotna posmrtnica. Težke peroti plahutajo krog cerkve, med kostanji in orehi. V zategnenem viku ni samo sovraštvo, je globoka bolest in je očitanje, ki bije na srce kakor s kladivom. Kaj ste storili? Kaj ste storili? Na slepo je posegal človek v neznano življenje in je bil ubijalec. Tukaj najbrž mene je kar malo srh spreletel. Tukaj kar dobimo potrditve, se mi zdi, teh občutij, ki smo jih doživljali, katera bo povzela to misel, ki jo Cankar pravzaprav zelo eksplicitno, zelo direktno, neposredno izrazi. Nekako se mi zdi, da ta končna smrt se je skozi celotno črtico malo napovedovala, tako skozi te noči, skozi tega, kaj je hlapac že to izrazil. In nekako imam občutek, da ko se res zgodi ta smrt, mogoče je napovedana, ni pa spet tako pričakovana, ker si ne misliš, da zdaj, ko bo bila zunaj, da bo umrla. Ko sem jaz prvič brala to črtico, sem jaz pričakovala, da bo zdaj se nekako rešila te kletke, da bo nazaj na svobodo prišla. In na nek način je v bistvu bila izpuščena iz sprejema človeka, samo ne v naravo, ampak v smrt. In tudi imam občutek, da v bistvu te skoviki skovirja, da v bistvu ni samo dejansko v svetu, ampak nekako tudi vest človeka, ko začne zavedati, da ne more si vzeti vsega, ne pripadamo vse in da ne more res samo živeti po svojih pravilih. In po eni strani tudi potrdi, da tvoje občutja, da so zelo velikokrat pravilna, to, kar pričakuješ o sebi, kar čutiš. Tako da občutek imam, da je avtor na ta način želel povedati, da se mora človek večkrat razmisliti, preden posega v stvari, ki jih ne more nadzorovati, pa da po eni strani lahko zaupa svojemu občutku glede takih stvari.
No, tako da mislim, da tudi vi lahko svojim občutkom zaupate, ne? Ker Cankar je znal to tako dobro, vidite, tako dobro nas vodi, da ni treba razmišljati, kaj je on želel, ne? Ampak v resnici se prepustimo tem občutkom, ki nam jih je vzbudil v nas. Ne? In gotovo bomo prišli do tega, kar ste vi zdaj tako lepo povedali, ne? Ker je tukaj pravzaprav res glavna poanta, da si je človek vzel preveliko moč, ne? In v bistvu bil, tako kot neposredno zaključi, ubijalec. Ne? Tako da, evo, jaz zdaj, če bi imeli dovolj časa, bi rekla, gremo še enkrat skozi celo, preberemo celo v celoti in spremljamo, ne, samo še ta ritem, tudi ta cikličnost. Vidite, tudi v 5. koraku lahko ugotavljamo, kako se dejansko na ravni celega besedila, ne, kako se, vidite, najprej je uvod, 3 noči in potem ta neposredni zaključek in ta ritem, ki se ustvarja znotraj povedi, ne, s temi ponavljanji, se pojavlja tudi med povedmi. Torej, v bistvu nas celo besedilo ponese v to razpoloženje. In če bi zdaj še enkrat prebrali, ne, bi v resnici vse to in še več in še kaj drugega začutili. Ker v bistvu Cankarja res lahko vedno znova beremo v vsakih tudi različnih življenjskih obdobjih. In to je tudi naš namen, ne, tudi Matice, da poskušamo tako mlade, kot nas, ki smo mogoče brali kdaj Cankarja, ne, v vaših letih in smo ga sedaj pustili kot nekega šolskega avtorja, ne. V resnici pa želimo pokazati, kako lahko nam veliko v vsakem življenjskem obdobju in tudi v nekem človeški dobi, ne, kako nam lahko nekaj da. Danes veste, kako veliko govorimo o tem, kaj človek počne z naravo, ne, in kako, če bi takrat prisluhnili bolj Cankarju, kaj mislite? Ja, velikokrat se lahko aktualizira kakšne take zgodbe, ki nikoli ne pričakuješ. Pa občutek imam, da velikokrat lahko v teh zgodbah tudi najdeš nekaj zase. Praktično v vsaki zgodbi se nekaj najde. Tako. Brati nikoli ni škoda. Tako, in ni samo temno, ne? Tudi če opiše to, v bistvu je želja njegova dobra, ne? Torej želi nas, ne? Ravno to, kar ste rekli, kar ste ne bomo ponavljali. Tako da, evo, jaz bi se zahvalila našim dijakinjam, zahvalila bi se Maji Galštromar in seveda vam. Upam, da ste skupaj z nami, ne, začutili, kako pomembno je pravzaprav, da se znamo prepustiti Cankarjevi besedi. Tako da hvala lepa.